Pozdravljeni, sem Marija Burja iz Vrtnega centra Arboretum. Sedaj smo naše zunanje rastline počasi dali na zimsko spanje, vedno več se zadržujemo v notranjih prostorih in sedaj se bomo posvetili sobnim rastlinam, ki čistijo zrak. Kar nekaj raziskav je pokazalo, kako sobne rastline dobro delujejo na naše počutje. Njihova fotosinteza je kot čarovnija, ki uničuje razne strupe v zraku in glive in toksine, tako da je zelo dobro biti obdan z nekaj sobnimi rastlinami v našem domu. Tukaj imamo kar nekaj rastlin, ki so primerne za čiščenje zraka. Pa če se mogoče gremo kar po vrsti, tukaj imamo klorofitom. To je rastlina starih mam, mogoče so zdaj bolj nove oblike, bolj zanimive. Ona ima rada svetli prostor z rahlim zalivanjem in potem tudi morda v kakšno obešanko se lahko da in razvija svoje živice navzdol. Zelo, zelo dobra za čiščenje zraka. Zelo znana nam je tudi spatifilum ali samolist, rečejo tudi po slovensko. Ta rastlina v bistvu res rabi malo rahlo, vlažno zemljo. Če jo pozabimo zaliti, nam pokaže, se povesi in potem zopet postavi nazaj. Če pa se ne postavi nazaj, pa pomeni, da je bila prezalita in da korenine gnijejo. Zelo značilna za čiščenje zraka je tudi stara rastlina, Sansevieria, taščin jezik. Ona ne rabi veliko vlage, lahko jo damo v nek svet kot, lahko tudi malo temnejši, vse prenese. Zalivamo jo pa res zmerno, da ne zgnije. Zelo trpežna za ljudi, ki nimajo časa ali pa ki na rastlino včasih malo pozabijo. Tukaj je tudi flamingo, anturium, tudi zelo lepa rastlina. Ta ima tudi lepe cvetove, rahlo vlažno zemljo ima rada, tako da jo damo na kako svetlejše mesto, ravno da pa sonce peče po njej pa ne mara. Ravno tako tudi orhideje čistijo zrak, mogoče malo manj vemo o tem, so tudi primerne za to. No, potem pa še morda se dotaknemo praproti. Praprot je pa za bolj vlažne prostore. Praprot ima res to napako, da včasih malce rumenijo konci listov, to je zaradi suhega zraka. Tako da je primerna za kakšne kopalnice, kdaj pa fajn jo tudi porositi. Potem je še tukaj zelo zanimiva zlati potos, tale sicer ni zlata, je zelen. To je starodavna rastlina, izboljšana, da je tudi razne druge sorte so, ki je tudi zelo primerna in trpežna za vsako stanovanje. Ja, ne smemo pa pozabiti tudi agloneme. To je tudi takšna dekorativna lončnica, res hvaležna, prenese tudi bolj suho, vedno nas razveseljuje. Če res pozabimo na njo, malo povesi listje, drugače pa zelo primerna lončnica za katerokoli stanovanje, tudi za temnejše prostore. No, tukaj je tudi dracena. Dracene so nasplošno kar vse, tudi za boljši zrak in tudi zelo dobre za vzgojo oziroma ne rabijo velike nege. Potem so še tukaj razne sorte kalatej, tudi te so primerne za prostor, kjer bivamo za raznimi različnimi listnimi vzorci, tako da tudi te lahko izberemo v ta namen. Morda še bi samo rekla glede zalivanja, ker je sedaj zimski čas. Rastline ne rabijo toliko vode, je pa odvisno, koliko kurimo v tistem prostoru, to da rastlina ravno tako malce počiva, čeprav je notri, in za vodo ne pretiravamo, ravno tako ne z gnojili. To vse začnemo potem v marcu s presajanji in gnojili. Danes sem predstavila le del teh naših sobnih rastlin. Obstajajo še veliko več, tudi druge so primerne za izboljšanje zraka v stanovanju. Pač kupimo si tisto, ki nam bo tudi lepa na oko, seveda pozanimajmo se pri naših vrtnarjih za nasvet, kako jo gojiti, in mislim, da nas bodo skozi razveseljevale s svojimi lepimi listi.